Vaš šef vas morda prav zdaj opazuje. Tudi če delate od doma, ste v trenutku, ko se vaš prenosnik poveže s službenim omrežjem, pravzaprav povabili vodstvo, da si prinese stol v vašo domačo pisarno in vohuni za vami. In v Združenih državah Amerike je to praktično 100% zakonito. Zato obstaja celo zdevek, imenuje se Bossware. Vedo, kdaj popuščaš, vedo za vsako sporočilo, ki ga pošlješ, in jih lahko preberejo. Njihove oči so vedno uprte vate. To te postavi pred neprijetno resnico. Ne delaš več samo nadaljavo, delaš pod nadzorom. Prvo poglavje – iluzija zelene pike. Če si eden izmed približno 320 milijonov ljudi, ki uporabljajo Microsoft Teams od leta 2024, ti je več kot dobro znano, kako te ta program sili k nenehnemu dokazovanju ali tvegaš izgubo službe. Če tvoja statusna lučka ni zelena, začnejo tvoji delodajalci postajati sumničavi glede tega, kako dolgo si bil odsoten od svoje mize. Na voljo so celo članki, ki ti ponujajo nasvete in trike, kako se izogniti zloglasnemu statusu nedejavnosti. Vse to je del nečesa, kar imenujejo gledališče produktivnosti. Na tej točki je to postala cela industrija zase, vse z namenom, da bi tista mala zelena lučka v Teamsih ostala prižgana. Zato boste pri vsakem spletnem prodajalcu našli toliko možnosti za naprave, ki premikajo miško. To je namizni pripomoček, ki nenehno premika vašo miško, da nikoli ne preide v stanje nedejavnosti. A Microsoft je izumil vrhunec gledališča produktivnosti, enotni dnevnik revizij. Te 3 besede vas lahko pripeljejo naravnost na Zavod za zaposlovanje. Za vodstvo je ena največjih prednosti Microsoft Teams in njegove neprimedljive integracije v paket Microsoft 365 izjemno močan vpogled v celotno telemetrijo vaše interakcije z aplikacijami. Ta beseda je izjemno pomembna za razumevanje, da bi vse to imelo smisel. IBM jo definira kot, citiram, avtomatizirano zbiranje in prenos podatkov ter meritev iz razpršenih ali oddaljenih virov v centralni sistem za spremljanje, analizo in optimizacijo virov. In točno to omogoča enotna revizijska evidenca. Vaš splošni status in ali premikate miško je brezvreden podatek. Nadrejeni bodo zdaj lahko dobili centraliziran podatkovni profil, ki jim pove, s katerimi aplikacijami iz paketa 365 ste uporabljali in kako pogosto. Vedeli bodo, ali imate kamero vklopljeno na sestankih, kakšna sporočila pošiljate in kako preživljate čas podjetja. Zahvaljujoč Teamsom lahko zdaj to izvedo z enim klikom, ne glede na to, kakšne barve je vaša majhna lučka za status. A to še ni niti pol tako zlovešče kot druga stvar, ki jo tehnologija omogoča vašim šefom. Vedeti točno, kje delate v vsakem trenutku, kot da so vam v prenosnik ali telefon vgradili sledilni čip. Drugo poglavje – pisarna vohun. Ena izmed najnovejših funkcij v Microsoft Teams bo dejansko omogočila vašemu šefu in vsem sodelavcem, ki uporabljajo isto službeno Wi-Fi omrežje, da vas zasledujejo. To ni le pretirana strašljiva izmišljotina, to je resnično. Microsoft je zavrnil komentarje v intervjujih, vendar bo aplikacija samodejno zaznala vašo lokacijo, kadarkoli se povežete na službeni Wi-Fi. Te informacije ne bodo lahko dostopne le skrbnikom strežnika, ampak tudi vašim sodelavcem. Ena glavnih tako imenovanih prednosti te nove funkcije je, da vam omogoča zaznavanje in povezovanje s sodelavci pri projektih. Toda vsak, ki ni rojen včeraj, vam lahko pove, zakaj ta izgovor ne zdrži pod drobnogledom. Če želite sodelovati na projektu s sodelavcem, mu lahko preprosto pošljete sporočilo. Edini ljudje, ki bi imeli korist od tega, da bi ves čas vedeli natančno lokacijo vseh svojih delavcev, ko so povezani na podjetniški Wi-Fi, so vaši nadzorniki. Lahko bodo videli, ali ste kup potencialnega dobička ali nesprejemljiv strošek. Zbiranje ogromnih količin podatkov o vas je način, kako mislijo, da lahko ugotovijo razliko, ne da bi se dejansko vpletli. Pomembno je vedeti, da morajo sistemski administratorji na vašem delovnem mestu to stvar najprej vklopiti. Če to storijo, vas morajo glede na vašo zvezno državo le zakonsko obvestiti. Vendar imejte v mislih, da to ni vedno tako preprosto. To opozorilo lahko skrijejo v večjem uporabniškem sporazumu in pričakujejo, da boste samo kliknili "strinjam se" brez branja. Ali pa vam bodo to skušali predstaviti kot nekaj priročnega, rekoč, da vam nikoli več ne bo treba ročno nastavljati lokacije dela. Edini trenutek, ko boste imeli moč nad tem, je preden sploh podpišete, da se odpovedujete svoji pravici do zasebnosti. Tretje poglavje – past pritiskov tipk. Morda mislite, glede na ta 2 primera, da ste na varnem, če vaše delovno mesto ne uporablja Microsoft Teams. Motite se. Tehnično nadzorovanje zaposlenih je cvetoča industrija. Z razvojem umetne inteligence in nenehnim razcvetom programske opreme se vsak dan dodajajo nove metode v arzenal za vohunjenje. Vzemimo za primer beleženje pritiskov tipk.
To je na nek način še bolj invazivno in zastrašujoče kot druge možnosti. Velike tehnološke družbe, kot je Meta, pa to že počnejo. Od konca aprila 2026 je Meta na vse naprave zaposlenih namestila programsko opremo, ki spremlja vsak pritisk tipke na tipkovnici, vsak njihov klik in celo premike miške. Vse to naj bi bilo namenjeno usposabljanju njihovih modelov umetne inteligence za samostojno izvajanje teh nalog. Ta distopična tehnologija se imenuje Model Capability Initiative oziroma MCI in je za zaposlene grozna iz dveh različnih razlogov. Prvič, dobesedno spremlja vse, kar kliknete in tipkate med delom ter shranjuje te podatke. Če uporabljate določeno terminologijo, ki bi lahko bila označena v sistemu, kot na primer povišica ali sindikat v klepetih, za katere naivno mislite, da so zasebni, se lahko zgodi, da vas bo šef nenadoma začel veliko bolj podrobno opazovati. Še huje pa je, če vaše podjetje uporablja takšen program. To pomeni, da jim omogočate brezplačno usposabljanje vaše lastne zamenjave kar med delom. Za vas je to uničenje vašega vira preživetja in morda celo vaše pamage. Za vodstvo pa je to lahko predstavljeno kot na podatkih temelječe zniževanje stroškov za delničarje. Četrto poglavje. Ocena tveganja z umetno inteligenco. Zdi se, da v pisarni ni nič sveto, vključno z vašimi e-poštnimi sporočili in zgodovino brskanja. Če uporabljate službeni računalnik, službeni strežnik ali celo službeni e-poštni naslov, nič od tega ni vaša lastnina. Ti pripadajo vašemu delodajalcu in to mu daje široke pravice, da lahko vsebino pregleda zelo natančno. Vaš oddelek za IT v podjetju ve za vsako nerodno vprašanje, ki ste ga kdajkoli iskali v Googlu med službenim časom. Vaš šef ne vidi samo zadeve vašega e-poštnega sporočila, prejemnika in časa pošiljanja, ampak tudi vsebino sporočila in vse priloge, ki ste jih priložili. Nič od tega ni nedosegljivo, prav nič. Brajan Kropp, vodja raziskav za kadrovsko prakso pri Gartnerju, pravi, da ima vaš delodajalec dostop do vsega, kar napišete na katerikoli službeni komunikacijski platformi, bodisi prek IT ali kadrovske službe. Vse, kar objavite na teh platformah, si lahko vaš delodajalec ogleda. Povpraševanje po tej tehnologiji je sčasoma samo še izboljšalo tehnologijo. Storitve, kot so Sentry PC, Work Examiner in iMonitor Soft, se vse ponašajo z enim posebnim vidikom svoje funkcionalnosti. Če njihov sistem zazna nesprejemljivo vedenje zaposlenega, pri čemer parametre za to seveda izbere delodajalec, bodo na skrivaj naredili posnetek zaslona trenutka, ki ga štejejo za kršitev, da ga lahko delodajalec shrani kot dokaz. Predstavljajte si to. Hitro tipkate in popolnoma nedolžna beseda, ki ste jo tipkali, zdaj izpade kot nekaj žaljivega, ker ste pritisnili napačno tipko. To ni več zgolj nesporazum. Če je vaša tipkarska napaka na skrivnem internem seznamu nesprejemljivih besed ali fraz, je posnetek zaslona že narejen in neposredno poslan vašemu šefu, da vas obremeni. Če je vaš šef že iskal izgovor, da se vas znebi iz kakršnegakoli razloga, mu je kos programske opreme z umetno inteligenco pravkar dal popoln izgovor in vam na to narisal tarčo na čelo. In to še zdaleč ni tako slabo kot načini, s katerimi lahko vaši šefi posežejo v vašo zasebnost, če so kupili naročnino na Variato Cerebro Security. To je ena izmed bolj prestižnih storitev za nadzor zaposlenih na trgu. Kršitev s posnetki zaslona so še nadgradili s svojo funkcijo časovne kapsule. Če ima programska oprema razlog za sum, da kršite kodeks podjetja, bo posnela neprekinjen video vašega zaslona. Zaradi integracije umetne inteligence Variato in stotine, če ne tisoče podobnih podjetij, ne uporabljajo svojih posnetkov le za zbiranje ogromnih podatkovnih paketov, temveč ustvarjajo tudi profile za vsakega zaposlenega. Njihov profil bo rezultat vzorcev, ki jih programska oprema prepozna, ko vas nadzoruje. Koliko datotek vsak dan prenesete in naložite? Koliko časa porabite za uporabo posamezne službene aplikacije? Kako komunicirate prek sporočil? Koliko sporočil pošljete? Namen vsega tega je analiza vedenja, ki jim omogoča prepoznavanje anomalij v vašem vedenju. Z drugimi besedami, če začnete delovati izven vzorca, ki ga je programska oprema predvidela za vas, vas bo označila kot nekoga, ki se obnaša nenavadno in obvestila vašega šefa, da je nekaj narobe. Samo zato, ker ste en delovni dan prenesli več datotek kot običajno ali poslali več e-poštnih sporočil, ste nenadoma pod drobnogledom. Vsi vemo, kako pogosto umetna inteligenca dela napake ali ima halucinacije. Toda ali to ve tudi vaš nadrejeni? Če kupuje eno od teh storitev, obstaja velika verjetnost, da ji zaupa. In če vas naključno razglasi za problematičnega zaposlenega v podjetju, je vaša beseda proti storitvi, za katero vaš šef plačuje. Uporabljajo celo vse podatke, ki jih zberejo, da sestavijo oceno tveganja za vsakega zaposlenega. Ta ocena določa verjetnost, da boste predstavljali varnostno grožnjo podjetju. In vse to je res. Tudi marketinški materiali. Variata se hvalijo, da program privzeto deluje v prikritem načinu, kar pomeni, da uporabniki sploh ne vedo, da so nadzorovani. To je kot nevidna oseba, ki zdaj stoji za vami in vam gleda čez ramo.
Tudi če ne zazna ničesar sumljivega, bo vsakih 30 sekund naredila posnetek zaslona vaše naprave. 5. poglavje. Digitalni panoptikon. Paranoja, da si opazovan, vzbuja poslušnost. To celotno idejo je ustvaril angleški filozof Jeremy Bentham leta 1786, skoraj 200 let preden je John Wilder, ki prvič uporabil besedo programska oprema v kontekstu računalništva. Poimenoval ga je panoptikon, miselni eksperiment o popolnem zaporu, kjer zaporniki verjamejo, da so lahko ves čas opazovani in zato se vedno obnašajo primerno. Zdaj vidimo, kako se Benthamove sanje uresničujejo po celotni delovni sili, saj zapletene mreže programske opreme skupaj ustvarjajo globalni digitalni panoptikon, v katerem je vsak zaposleni v vsakem podjetju ujet znotraj. In v prizadevanju, da bi ostali na vrhu v konkurenčnem trgu nadzorne programske opreme, podjetja ustvarjajo vse bolj nenavadne in invazivne storitve, da bi se razlikovala od drugih. Sneaky cost programske opreme, ki se rad predstavlja kot vestna pomoč za duševno zdravje zaposlenih, ki pogrešajo vzdušje na delovnem mestu. Ampak, ali se vaše duševno zdravje res izboljša, če ima vaš šef možnost, da vas kadarkoli pokliče na konferenčni klic brez gumba za zavrnitev? Protoscore je storitev umetne inteligence, ki neprestano spremlja vaše aktivnosti in jih uporablja za ustvarjanje številčnega rezultata produktivnosti za vašega šefa. In če imate delovno mesto, kjer je produktivnost precej zapletena in ni enoznačna, obstaja velika verjetnost, da vas lahko ta sistem spravi v težave. In programska oprema, zasnovana za spremljanje vašega tako imenovanega aktivnega dela, vam lahko dejansko zmanjša plačo, kot je ugotovila finančna direktorica Carol Kramer. Njenih $200 na uro je pomenilo resnično bedno plačo, ker so njeni delodajalci uporabljali programsko opremo za sledenje in ji dovolili zaračunati le tiste minute, ko je dejansko aktivno delala. In to ni osamljen primer. 8 od 10 največjih zasebnih ameriških delodajalcev spremlja produktivnost posameznih delavcev, mnogi celo v realnem času, kaže raziskava časopisa New York Times. Nekatere storitve, kot so FlexiSpy, SpyEra, Clever Control in iKey Monitor, omogočajo tudi prisluškovanje klicem. Še več teh storitev ponuja nadzor spletne kamere in mikrofona, zvočno spremljanje in celo dostop do mobilnih naprav, tako da vas lahko resnično spremljajo kjerkoli. Po podatkih Surfsharka so informacije o teh storitvah celo zbrane v centraliziranem nadzornem centru znotraj programske opreme. Stvar, proti kateri razglašajo vojno, je to, da bi vi kdajkoli znova imeli občutek zasebnosti. A ni samo Microsoft. Niste varni niti na nekaterih najbolj razširjenih aplikacijah za delo na trgu. Če vaše podjetje uporablja Slack in ima podjetje kupljen poslovni paket, lahko administratorji enostavno shranjujejo in pregledujejo vaša sporočila ter sporočila vseh, ki uporabljajo sistem pod njimi. Če podjetje, v katerem delate, uporablja Google Workspace in ima naročnino na pakete, kot so Legacy G Suite Business, Google Workspace Business Plus in Enterprise Standard, lahko uporablja Vault. Ta zlovešče poimenovana funkcija jim omogoča arhiviranje in iskanje določene vsebine zaposlenih v podjetju prek Drive, Gmaila, skupin, klepeta, glasovnih klicev, klasičnih Hangouts in Meet. Dejstvo je, da je vse to zastrašujoče in zato imamo tudi statistiko. Študija, ki jo je izvedel ExpressVPN, je pokazala, da se 56% zaposlenih počuti pod stresom ali tesnobno, kadar sumijo, da jih nadzorujejo brez njihove vednosti. Peter Holland, profesor za upravljanje človeških virov z Univerze Swinburne, je javno izjavil, da meni, da ima nenehno spremljanje produktivnosti pravzaprav ravno nasproten učinek od želenega. Med intervjujem na temo programske opreme za nadzor zaposlenih je povedal: raziskave kažejo, da bolj kot nadzorujete in spremljate ljudi, večja je verjetnost, da bodo manj produktivni. Ljudje so govorili o tem, da so bili ustrahovani. Kljub temu pa se zdi, da tržne sile vse bolj pritiskajo na vodstva, da bi pri vodenju podjetij ubrali agresivno podatkovno usmerjen pristop. Rezultat? Ne vidijo več gozda. V želji po zniževanju stroškov posekajo vsa drevesa. 6. poglavje. Revolucija pisarn. Prva linija obrambe bo vedno vaša lastna pravica, da zakonito privolite v takšno vohunjenje. Preverite vse delovne pogodbe, ki ste jih podpisali ob zaposlitvi, ali vsebujejo klavzule, s katerimi soglašate z digitalnim nadzorom na delovnem mestu. To je taktika, na katero se delodajalci zanašajo, saj uporabljajo nejasne, skrbno oblikovane politike, zaradi katerih nikoli v celoti ne spoznate, koliko vaše zasebnosti dejansko kršijo. Vedno pa lahko preverite svoj računalnik. S pritiskom na Ctrl-Alt-Delete ali Ctrl-Shift-Escape lahko odprete upravitelja opravil na svojem računalniku. To je v bistvu tako, kot da odprete pokrov motorja in pogledate, kateri programi trenutno tečejo. Če opazite katero od aplikacij, ki smo jih omenili, ali kakšno drugo, ki je ne prepoznate, ste morda pravkar našli dokaz, da vaš šef tiho spremlja vaše delo v tem trenutku.
Če uporabljate napravo z operacijskim sistemom Windows, lahko uporabite tudi ukazno vrstico MS-DOS, kar pomeni, da pritisnete tipki Windows in R ter nato v iskalno polje vtipkate CMD. Od tam lahko poiščete seznam opravil, task list, in najdete iste informacije o vseh trenutno delujočih programih. Druga možnost je analiza omrežnega prometa za nenadne poraste med delovnim časom. Vendar je ta metoda nekoliko manj natančna. Za te poraste je lahko več različnih razlag in samo na podlagi podatkov ne boste imeli nobene gotovosti. Če bi tako mislili, bi nasedli točno isti prevari, kot jo vsi ti dragi programski servisi prodajajo vašemu šefu. Da se izognete temu, da bi vas ujela katerakoli nadzorna programska oprema, je prav tako pomembno, da skrbite za podatkovno higieno. To pomeni, da bi morali skupinske pogovore s sodelavci ohraniti izven uradnih strežnikov in na ločenih napravah. Varen nasvet, ki si ga je dobro zapomniti, je: nikoli ne recite ali naredite ničesar na službeni napravi ali v službenem omrežju, česar ne bi želeli, da vaš šef takoj vidi. Včasih storitve, ki jih uporablja vaš šef, ne bodo tako prikrite kot nekateri vrhunski paketi, no vsezadnje si ne morejo vsi privoščiti, da bi zaščitili vse dejavnike tveganja svojih zaposlenih. Če se v vašem brskalniku pojavi sporočilo, da ga upravlja vaša organizacija, potem ne izdvajajte iskanj, ki niso primerna za delo, in ga obravnavajte z zdravo mero previdnosti. Če vas vaš šef prosi, da se med delom povežete na določen VPN, je to morda zato, ker ta omogoča nadzor prometa strani administratorjev. In seveda, če vam ni težko biti nekoliko bolj neposredni, lahko vedno kupite in prenesete kakšno zaupanja vredno protivohunsko programsko opremo. In tudi če vas vaš šef zaradi tega sooči, boste vsaj vedeli, da imate še vedno moralno premoč. Delovno mesto ni edini kraj, kjer naraščajo napetosti. Podjetja morda nadzorujejo zaposlene bolj kot kdajkoli prej, vendar se tehnološki velikani, ki gradijo te sisteme, začenjajo obračati drug proti drugemu. In največji razkol se morda dogaja prav znotraj same industrije umetne inteligence. Izvedite resnično zgodbo o velikanski ločitvi Microsofta, ki bo zavedno spravila OpenAI in ChatGPT v stečaj. Ali pa si namesto tega oglejte to.